Slovenci nekako že dolgo iščemo nekoga, ki bo po priljubljenosti zamenjal legendarno Mišo Novak. Meniš, da si to lahko ti? Sem lahko, ampak to pa je od ljudi odvisno, kako me bojo sprejeli. Jaz upam, da čim bolj pozitivno, ker se mi zdi vsako leto več neke negativne nastrojenosti do Misic. Jaz pa bi si res želela, da bi se mogoče to spremenilo. Organizator me je povabil na casting in sem bila prvo povabila zelo vesela. Vzela sem ga kot res velik kompliment, kot zelo dober odziv na moje dosedanje delo. Dalo mi je tisto neko samozavest, da mogoče pa sem primerna in lahko tudi zmagam na castingu, tako kot vseh ostalih 10 izbranih punc. In Kitajska, potovanje na Kitajsko, izbor, vse priložnosti, ki jih dobiš kot mis, so me prepričale, da tudi jaz sodelujem. Kdaj si prvič stopila na modno brv? V bistvu se začenjam svojo kariero v modelingu, rečemo. Pač delam to poleg svojega študija, zelo me veseli in želim si pač iz tega enkrat tudi nekaj več narediti. Začela sem pa lansko leto intenzivno delati. Dnevi pred razglasitvijo so bili polni učenja, ker sem imela v petek še zadnji izpit, v nedeljo je bil casting. V bistvu od povabila na casting pa do castinga je bilo vmes samo par dni, tako da nisem imela časa za priprave, niti se nisem želela preveč obremenjevati s tem. Vedela sem, da bo casting profesionalno zastavljen, profesionalno organiziran, tako da znajdem se tudi na castingih, imam toliko zaupanja v sebe, da tudi če pridem nepripravljena tja, lahko prepričam žirijo. Ti si se že v mladosti tako rada fotografirala? Ja, pa ne. Do nekega leta sem bila tako sramežljiva, ne me fotkati, ampak drugače pa, ja, zadnje čase, ko več delam, pa mi je fajn. Kako skrbiš za svojo lepoto? V bistvu nič zelo posebnega, ukvarjam se s športom, trudim se, da se čim boljše počutim. Ker se mi zdi takrat, ko se dobro počutim, izgledam dobro, ko pa ne, pa se tudi to pozna na zunaj. Plešem rada, slikam, rišem, to je tudi moj študij med drugim, rada imam glasbo, rada se družim. Slišali smo, da imaš prav poseben odnos do zumbe. Poseben odnos do zumbe, ful imam rada, res. Rada plešem oziroma pač na vseh področjih, vse od hip-hopa do salse, do zdaj te moderne zumbe, ker se res lahko izplešeš, znoriš in potem se res dobro počutiš. Kako so starši sprejeli to tvojo zmago na izboru? Zelo pozitivno, bili so zelo veseli zame, uspela sem celo v tem času domov se videti z njimi, tako da so res veseli in ponosni na mene. Mama je navdušena, je rekla, kam bom še jaz letos vse zatavala v tujino. Delala sem tudi že v tujini dosti letos in so že kar navajeni, da sem povsod. Te bodo lahko spremljali na izbor ali ne? Ne, na izbor grem čisto sama. Živiš trenutno v Ljubljani, prihajaš pa iz Maribora. Kaj bi potem zase rekla? Si Ljubljančanka, Mariborčanka? Sem Mariborčanka, ki zdaj že drugo leto živim v Ljubljani. Mi je pa Ljubljana bolj všeč od Maribora, če sem čisto iskrena, in bi si želela potem tudi živeti tukaj. Se ne bojiš, da bi te zaradi te izjave zdaj Mariborčani imeli nekoliko manj radi? Upajmo, da ne, no. Jaz mislim, da realno je, da je v Ljubljani na mojem področju, pač umetniškem in na splošnem, glede na splošno stanje v državi, mislim, da je Ljubljana še vseeno najboljša izbira. Če mi pa uspe iti v tujino, je pa to še mogoče najboljša opcija. Zdaj izbrala te je žirija strokovna. Bi si vseeno želela, da bi imelo tudi ljudstvo pri tem kaj besede, ali boš imela zdaj dovolj časa, da jih prepričaš v pravilnost izbora komisije? Vsekakor se bom potrudila, da jih bom prepričala. Želela bi si res
res bi si zelo želela, da bi jim bila všeč, da bi me sprejeli tako, kot sem, da bi bili ponosni in da bi spet izbor za miss dobil mogoče ta svoj predhodni ugled, da bi ljudje pač spet bolj pozitivno začeli gledati na to. Si se že morda utegnila pogledati, kateri spominček je najbolj tipičen, kaj si boš prinesla z Kitajske? Ne, to zato še ni bilo časa, ker je v bistvu preveč obveznosti trenutno z organizacijo. Jaz imam tudi veliko dela še odprej. Danes sem pred tiskovno konferenco delala za Alpino, tako da sem prišla direktno iz snemanja sem. Zdaj v prihodnjih dneh bo pa več časa za tudi te mogoče bolj zabavne stvari, da malo pogooglam, malo pogledam. Sem pogledala že ostale punce in so fenomenalne punce. Morda beseda o tvoji glasbeni karieri, kaj nam lahko zaupaš iz tega dela tvojega življenja? Moja glasbena kariera ni bila sicer, ne vem, neka velika uspešna kariera. Je bilo pa obdobje mojega življenja zelo zabavno, super izkušnja, res. Igrala sem v punk rock ženskem bendu najprej, po imenu Peppermint. Mislim, da Mariborčani se bo mogoče še kdo spomnil na nas. To je bil res, mislim, ena izmed najboljših stvari v mojem življenju. Ker so bile punce res super smo se imele na koncertih, vse smo bile rockerce. Žal mi je, da nismo nadaljevale tega, ampak zaradi študija, nekatere so šle v Avstrijo študirati, nekatere smo šle v Ljubljano, je težko potem držati skupaj pač nek band. Sprašujem te tudi zato, ker me zanima, ali boš tudi ti morda naslednja v seriji Pojočih misic. Mislim, da ne bom pojoča misica, niti se ne vidim v tem, niti si ne želim tega. Rada bi se pač dokazala in udejstvovala na svojih področjih. Vseeno pa bo treba na izboru za Miss sveta pokazati nek talent na talent showu. To bo ples, ker mislim, da je to najbolj atraktivno in zanimivo. Koreografijo bomo pa sestavila skupaj z Juretom Krajncem, hip-hop plesalcem, koreografom ter zumba inštruktorjem. Ženskam tik-taka biološka ura, si že razmišljala, kaj o družini bi si ustvarila v Sloveniji ali morda tudi kje širše? Pri 20 letih jaz mislim, da še ne teče moja biološka ura. Če se bom kdaj odločila za otroke, bi se rada odločila takrat, ko bom ustaljena, ko bom imela službo, stanovanje, ko jim bom pač lahko omogočila kvalitetno življenje, ko bom tudi jaz dovolj zrela, da bom lahko nekoga naprej vzgajala. Lepotne operacije. Ne ukvarjam se s tem, ker sama si ne želim tega in se ne spuščam, ne poglabljam v to. Kako ocenjuješ druge, ki so dale kaj na sebi popraviti, urediti? To se mi zdi čisto pozitivno. Nimam nič proti lepotnim operacijam. Mogoče jih, mislim, spoštujem, občudujem. Videli smo že, da se da združiti lepoto in pamet, brez dvoma, ampak vseeno, če bi mogla izbirati eno ali drugo, kaj bi izbrala? Oj, ker težko vprašanje. Jaz mislim, da bi izbrala pamet, ker je to vseeno v družbi večja vrednota, ker več lahko iz tega potegneš, bolj se znajdeš. Mislim, da je to vseeno večja vrednota kot lepota. Je bil pa to pričakovan odgovor, verjetno.